Ne. Kdaj bo to? A bo pred volitvami to objavljeno? Po. Okay. Pol pač ni treba, da naj ljudje grejo na volitve. Mislim, naj ljudje grejo na naslednje volitve. To se mi zdi pomembno. No, ja, to je to. Zdi se mi mogoče še pomembno to, da moramo resno razmisliti o tehnologijah, ki jih uporabljamo in na kak način jih uporabljamo v življenju, in tukaj ne samo digitalnih. In meni je tukaj zelo všeč kriterij, ki ga je postavil Ivan Illich v knjigi Orodja družabnosti, se v slovenščino prevaja, čeprav slovenski prevod ne obstaja, Tools for Conviviality, kjer reče, da nekatere tehnologije ali povečajo našo družabnost, ne, pa družabnost tukaj ona razume tudi kot veselje, pa popivanje, pa to, pa hkrati to lastnost življenja družbenega, ne. In reče, nekatere pa ne. In da primer, ki je meni najljubši, njegov je cesta. Reče, po cesti se avto vozi s smrtonosno hitrostjo. In zaradi tega na cesti ti ne moreš sodelovati kot človek. Ker če boš na cesto stopil kot človek, boš umrl. Niti rešitve, ne. In zaradi tega on reče, cesta ni orodje podružbljanja, ne, oziroma družabnosti, pardon. Cesta je orodje, ki pač izniči družabnost tistega kvadratnega metra, ki ti odvzame uporabno vrednost tvojih lastnih nog, in se treba resno vprašati, a mi hočemo ogromno cest, ne. Saj nekatere ceste so že fajn, ampak a ceste vsepovsod pa skoraj ziher niso dobra ideja, ker če nič drugega se otroci nehajo ristanc igrati tam, kjer se avtomobili vozijo. In isto tako se mi zdi, da moramo pristopiti velikokrat k digitalnim tehnologijam, ne. In se pač vprašati, a je to nekaj, kar je orodje družabnosti. In jaz osebno mislim, da Facebook mogoče ni, tudi Twitter mogoče ni zares orodje družabnosti in trpi za podobnimi slabostmi, kot trpi recimo cesta. In zdaj spet, to ne pomeni, da je treba vse to požgati, ampak razvijati nek tak odnos se mi zdi pa pomembno. Jaz tukaj vedno ljudem rečem, naj se spomnijo Marie Kondo, ko je pač cel meme, ko pospravljajo ljudje omare in morajo vzeti stvar in se vprašati, a jim ta stvar prinaša veselje, a jih res razveseli, a začutijo nekaj, ko to vidijo, in če ničesar ne začutijo, je pač stvar, da se ta stvar umakne, da se podari naprej ali karkoli, da se z njo naredi, ne. Jaz mislim, da nek tak sentiment do tehnologij, ki jih uporabljamo v življenju, bi definitivno bil koristen. Se ustaviti za trenutek pa vprašati, pa dobro, a je meni res fajn, ko tukaj visim na internetu, pa ko berem te novice, pa ko poslušam te ljudi, pa ko sodelujem, pa ko se igram to igrico, ne, ko se velikokrat tudi igramo neke stvari, ko nam res ničesar več ne prinesejo. To se mi zdi, da bi lahko bila pomembna lekcija pač tudi za naprej. V krajnji fazi tudi e-uprava. Moraš priti na e-upravo in mora ti biti fajn, moraš biti, ja, super, kako je bilo zdaj to lepo, ko sem jaz lahko te stvari pohendlal. To se mi zdi neizmerno pomembno.